Vzpostavlja se ta narativa, zaradi tega, ker Kitajska nekako išče alternativni sistem. Zakaj centralne banke zdaj tako masovno odkupujejo zlato? Te komentarji, kar oni govorijo, oni nekaj rečejo, ti pa ne veš prav točno, kaj oni v zadju delajo. Ne? Če me pa zdaj kdo vpraša, bi jaz vstopil v tem trenutku, ne bi. Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo vsebino, vas vabim, da obiščete našo novo spletno stran money-how.si. Tam boste našli res veliko zanimive kakovostne vsebine, zlasti v delu, kjer pišemo o novicah, se pravi na blog strani, pod strani, tako da vas vabim, da jo obiščete. Za vse, ki želite spremljati tudi nekatere zaklenjene vsebine, je pa na voljo premium naročnina, tako da vabljeni, da se tudi naročite na naš portal. Hkrati dobite tudi dostop do davčnega asistenta, taksistenta in pa seveda tudi do AI finančnega pomočnika Modri AI. Hkrati bi vas rada povabila za vse tiste, ki še želite ujeti zadnji vlak pred koncem leta, bootcamp za začetnike. Odločila sem se, da naredim še en termin, zaradi tega, ker sem imela nekaj dodatnih prijav, tako da vas vabim, da se mi pridružite, če ne letos, pa naslednje leto 22. januarja. Pred nami je zelo zanimiva epizoda. In sicer bomo govorili o plemenitih kovinah. Zlato letos podira rekorde, srebro pa ga celo prehiteva. Plemenite kovine so iz statusa, recimo temu dolgočasnega premoženja, postale vroča naložba, o kateri govori praktično ves svet. Ne gre več samo le za male vlagatelje, tudi centralne banke pospešeno kopičijo rezerve, Google pa beleži rekordno iskanje gesel povezanih z zlatom in srebrom. Dobivam pa tudi izredno veliko vprašanj, predvsem kateri trgovci so zaupanja vredni, kje se splača kupiti, na kaj biti pozoren, ko kupujemo, tako da bomo danes tudi na vse te stvari odgovorili. V zraku je torej tista znana, nevarna mešanica, strah pred prihodnostjo, pred negotovostjo, nezaupanje konec koncev tudi v finančni sistem in pa neizogiben pohlep. Je zlato res varno zatočišče pred negotovostjo ali smo le sredi še ene velike zgodbe, ki se lahko kot leta 1980 konča z glasnim pokom in desetletjem stagnacije? Kaj danes poganja cene plemenitih kovin? Zakaj srebro tokrat piše še bolj divjo zgodbo kot samo zlato? In katere so pasti, ki prežijo na vlagatelje, ki želijo kupiti fizično zlato? Pred mikrofonom je Simon Skubin iz Optim Traderja. Zdravo, Simon. Čau, živi Marja. Zdravo. Danes bova obdelala vse, kar je vezano na plemenite kovine. Po enem najmočnejših bikovskih nizov v zadnjem desetletju je cena zlata doživela en večji enodnevni padec po letu 2013 in sicer za skoraj 6% v enem dnevu. Zdaj, ko sem brala razne članke, kaj se je dogajalo, so v bistvu trgovci povedali, da so investitorji predvsem realizirali dobičke po res neverjetni rasti cene zlata. Navkljub temu pa v bistvu zanimanje med vlagatelji ne pojenja. Mali vlagatelji padec cene celo vidijo kot priložnost za buy the dip strategijo, torej za vstop po nižjih cenah. Zakaj se je zgodil ta upad in ali meniš, da bi lahko se nadaljeval še naprej? Jaz mislim, da je tukaj pri tem popravku je bilo predvsem te, da je šlo že vse skupaj v malo špekulativne vode, vse skupaj je šlo vsaj za moje pojme predaleč. Če me sprašuješ za malo dolgoročno verzijo oziroma kako sam vidim situacijo, jaz mislim, da smo v bull marketu, ki se bo še nadaljeval, ampak ta bull market ne more iti preprosto. Zdaj smo bliže v neki totalni špici navzgor in to preprosto ne rabiš dosti, da se taka špekulativna manija obrne v nek malo bolj resen popravek. No. Zdaj mislim, da to, kar se je zgodilo oziroma začelo v prejšnjem tednu, ne verjamem, da se bo tako hitro obrnilo, zaradi tega, ker se mi zdi, da je veliko ljudi prišlo noter v tem zadnji periodi in
to zelo hitro si lahko, potem, če prideš v ten zadnji periodi, si lahko zelo hitro pod vodo in se preprosto se bo prestrašilo in se bo zgodil nek popravek. No, tako da jaz za naprej sem sicer smeri boljiš, za do konca leta pa malo previden. Se pravi, dolgoročno si buliš na zlato, se pravi, bikovsko razpoložen. Zdaj, ko govoriva o dolgem roku, o kakšnem časovnem obdobju govoriva? Obdobje 5 let, 10 let? Jaz mislim, da sigurno vsaj še 1, 2, 3, no, to je vsaj moje mnenje, zaradi tega, ker se mi zdi ta situacija, predvsem zahodnih držav na čelu z Združenimi državami Amerike, ne vem, če se bo ta fiskalna situacija lahko tako hitro rešila. Ne. Tako da zdaj ta zadeva, to mogoče nezaupanje v valuto, kar se je opozarjalo že dosti časa nazaj, ne, se zdaj nekako začenja realizirati, vedno več ljudi se popada. Prvo smo se takrat 2022, mislim, da, oziroma od 2020 naprej bali inflacije, zdaj se bojimo inflacije plus to, da nam bo res v bistvu res konkretnim tiskanjem denarja verjetno razvrednotili vse skupine. Tako ta debasement, ko smo pravi, ne, to je zdaj neka zadeva, ki je postala mainstream. Ne vem, še nedolgo nazaj je bilo to neka stvar, ki bi bila recimo nekje na samo nekih Twitter forumih, zdaj je pa to ratalo pač na prvih straneh raznih časopisov v Združenih državah Amerike. Tako da bomo videli, no. Ampak jaz sem kar, recimo za naslednje 2, lahko tudi malo daljšo periodo, sem kar bulišno na premenitev. Zdaj, ti si rekel dolgoročno, to jaz mislim, da je v neki terminologiji srednjeročni termin, ne 2 do 3 leta. Ja. Kratkoročno si pa rekel, da do konca leta bi svetoval previdnost. Se pravi, zdaj smo videli ta popravek, cena se danes, ki je približno 4050, nekaj takega se trenutno nahaja cena za trojansko unčo. Pa me zanima, do konca leta ti vidiš tukaj še koliko procentualni popravek, če bi špekuliral recimo? Če bi zdaj špekuliral, še 5%, sigurno. Se niti ni nujno, da gremo v nek popravek. No, zdaj odvisno, kaj kdo trguje. Ne. Če govorimo zdaj splošno na ceno zlata, je to ena verzija, ampak že samo zaustavitev cene, oziroma da ne rastemo naprej, zna biti pa zelo problematično za tisto, kar dosti ljudi na borzi trguje, in to so proizvajalci, razna podjetja, ki se s tem ukvarja. No. Tako da za moje pojme niti že samo, če se zlato tukaj predahne, zna biti na drugem delu trga že kar konkretna panika, zaradi tega, ker take zadeve, pač za moje pojme, no, če rečemo balonček, ali se napihuje ali pa poči, ne. In kadar poči, gre to močno navzdol, tako da jaz mislim, da zna biti na teh proizvajalcih do konca leta bi znali biti kar popravki, to je moje mnenje, lahko se motim, ampak vsaj sam sem jih recimo razprodajal. No. Tudi sem imel zdaj... Lahko mogoče, sorry, ker sem te zdaj takole zmotila, ko govoriš o proizvajalcih, lahko tukaj mogoče malo definiraš, kaj to sploh je proizvajalci? Mislim, proizvajalci so podjetja, ki v bistvu imajo v lasti rudnike, ki kopljajo dejansko to rudo in jo potem dejansko, ko jo rafinirajo naprej, dejansko proizvajajo tem, oziroma jo prodajajo naprej tem dealerjem, če lahko temu tako rečemo, ki to prodajajo tudi širši populaciji oziroma kakšnim centralnim bankam, ki tazga. No. Tako da je to je res tisti primarni element, ki ponovadi kupuješ tisto, kar je v zemlji. Ne. Tako da tukaj se pač razlikujejo tudi te proizvajalci, ali so te res te začetni, majhni, špekulativni igralci oziroma podjetja, ki imajo samo nek projekt oziroma neko področje zakupljeno, nimajo pa še dejanskega proizvoda. Lahko imaš določena podjetja, ki se ukvarjajo samo s tem, da financirajo ta podjetja, ki so zagonska, in potem imaš pa te velike proizvajalce, s katerimi, oziroma kateri bi vse jaz predlagal večini ljudi, da če se že s čim ukvarja, da se s tem. No. Zaradi tega, ker za vse tisto, kar je prej, rabiš za moje pojme že malo znanja geologije in podobnega. No. Se pravi, ti bi se, če bi se že ukvarjal, oziroma se ukvarjaš, bi se ukvarjal z večjimi igralci na tem trgu, se pravi, z večjimi te proizvajalci, rudarji zlata. Definitivno. Okay. A zakaj bi zdaj šla midva v tak ekstrem, če lahko kupimo fizično zlato pri trgovcu, recimo, ne? Ful dobro vprašanje, zaradi tega, ker dosti časa, mislim, po mojem, vedno odvisno od časovnice. Ne. Zdaj, če govorimo od neke dolgoročne, to, kar smo prej govorili, ne, za neko zlato, za moje pojme, je vedno čas za nek dolgoročni portfelj. Če gledamo zdaj že neko premico, ponovadi vedno dela po 8 do 10% povprečnega donosa od leta 1970 naprej, če se ne motim, tam nekje smo. Tako da iz tega vidika
je to, ne glede na to, v kateri točki, če nisi zdaj kupil ravno 2.11 na tisti špici, dela dobro. No. Tako da tudi glede na trenutno situacijo je to nekaj, kar bi jaz v tem trenutku še najraje kupoval za dolgoročne portfelje. Potem pridemo pa do proizvajalcev, ki pa je vedno lahko, to imajo pa tisti v bistvu vzvod na trgovanje. Ne? Se pravi, ko skoči cena zlata za 1000, je to lahko, 20% popravek na ceni zlata, ampak na drugi strani za nekega minera oziroma proizvajalca je pa to lahko marža, ki je skočila za par 100%. Ne? Ja, ok, to je že malo bolj advanced verzija. Ja, no. Ko si omenjal debasement strategy, jaz sem v bistvu, to se je zdaj res razpasalo, o tem se zelo veliko piše, razvrednotenje dolarja, kam se zdaj premika denar z Wall Streeta, kje iščejo zatočišče. In ko sem raziskovala ta debasement strategy, sem v bistvu ugotovila, da to izhaja iz časa Henrika VIII in Nerona, ki sta z zlatih in srebrnih kovancev odstranjevala dele plemenite kovine ter jih razredčila s cenejšimi kovinami, kot je bakar. Tako da v bistvu to, kar si ti zdaj povedal, v bistvu to se pravzaprav tudi s tiskanjem denarja pravzaprav dogaja, ne? Točno to. V bistvu, mislim, to je zanimivo, to, kar se izpostavlja, je res zanimivo, ker si dejansko te inflacijske trende lahko že skozi zgodovino, že samo skozi kovance, iz katerega obdobja, glede na to, koliko vsebnosti je imelo kaj noter. Ne. To je čisti debasement, tukaj se pa zdaj v tem trenutku dogaja malo drugačen, ko se v bistvu ne reče kovina, ampak se samo napihuje v bistvu menjalno sredstvo, se pravi denar. Na začetku si tudi omenil, da nekako se zgublja zaupanje v sam dolar. Govori se o dedolarizaciji, tudi konec koncev centralne banke so tiste, ki na veliko odkupujejo zlato, se pravi centralne banke iz trgov v razvoju. Pa lahko mogoče tukaj malo se ustava, pa malo pojasniš, zakaj centralne banke zdaj tako masovno odkupujejo zlato. Videli smo tudi Poljska, kar precej kupuje, Turčija. Kaj se dogaja? Zakaj centralne banke kupujejo zlato? Po mojem, tako kot se v bistvu omenja, to je neko zaupanje, oziroma jaz ne rad govorim o nekem sistemu, ki je veljal v nekih zadnjih 40-50 let, ampak skoraj mimo tega ne moramo. Ne. Se pravi, zdaj, če gledamo tam po 1971, ko je padla ta direktna menjava, se pravi ta zlati standard, je vse skupaj bilo utemeljeno na dolarju in dejansko na zaupanju v dolar sistem in tudi konec koncev od 1980 naprej tudi ameriške obveznice. Ne. Zdaj se ta sistem s tem pojavom Kitajske nekako spreminja. In zdaj, če je še nedolgo nazaj večino rezerv vsake centralne banke so predstavljale te ameriške obveznice, so zdaj, mislim, da v bistvu predvsem centralne banke ugotovili, da to pa ni tako varna naložba in preprosto diversificirajo v nekaj drugega, kar zgleda bolj potencialno. Tukaj je zdaj zanimivo, ker se meni ravno Poljsko, večinoma to delajo države, ki imajo lastno valuto, ker oni dejansko nimajo te možnosti, bi se lahko domače rečeno zafrakavali s tem skupaj. Ne. Evropska unija na drugi strani ima malo večjo navezanost na Združene države Amerike in je tukaj sistem malo drugačen, ampak vsak ima lastno valuto, jo mora na nek način braniti. Ne. In glede na to, kako izgledajo trenutno ameriške državne finance, ne vem, no. Meni se zdi, ta pojav se predvsem začel pojavljati po 2022, ko so zaplenili tisto rusko premoženje in trgi v razvoju so videli, kaj se je zgodilo. Ne. In tukaj se je ta snežena kepa se začela valiti, ki po mojem ne bo tako hitro, ne bo zmožno tako hitro ustaviti. In mislim, da se trenutna administracija si ne dela ravno, ameriška administracija si ne dela ravno usluge z zaupanjem v njih, tako da se v bistvu ta sistem, ki je veljal toliko cajta, mislim, da se malo ruši in se obračamo. Drugače, zelo me je zanimalo, kdo je največji lastnik zlata tako na svetu in to so v bistvu Američani. ZDA, oni imajo vsaj uradna statistika, tako kaže, da imajo največ tega zlata na svetu. Tako da tehnično gledano, bolj kot cena raste, bolj koristi Američanom. In zanimivo je tudi, da imajo oni v bistvu v svojih državnih financah ceno zlata vrednoteno po neki smešni vrednosti. Mislim, da so tam po neki unča, po $100, $50, se ne vem. Tako da, če bi oni že samo to vrednost zlata obrnili, bi v bistvu
ta plačilno-bilančni deficit, ki ga imajo znotraj UNO, bi se zelo konkretno zmanjšal. Ne. Zdaj, zakaj tega naredijo, je vprašanje. Je pa tako, da so bili tudi neki pobude, se pravi v lanskem letu, ne vem, če si spremljal, da bi se pregledalo, ali so to zlato, ki ne bi ga imeli, predvsem v Fort Knoxu, to je v bistvu največje skladišče v Združenih državah Amerike, ali je zlato sploh tam. Ne. Tako da načeloma bi sicer to iz vidika financ koristilo Združenih držav Amerike, ampak bolj gre za to, da v tem trenutku mislim, da tekmuje ameriški dolar nasproti zlato, oziroma vsaj vzpostavlja se ta narativa, zaradi tega, ker Kitajska nekako išče alternativni sistem. Tako da v bistvu na prvo žogo je to sicer za Združene države Amerike koristno, je pa vprašanje, kaj to pomeni v bistvu in za njihovo, kdo bo kupoval njihove obveznice, kakšno bo zaupanje v dolar, tako da ni v bistvu vse tako na prvo žogo, če lahko tako rečem. To sem pa brala. Pred kratkim sem bila res presenečena, da v bistvu vrednotijo to unčo zlata po neki res bizarni ceni. In zdaj sem googlala, ko si ti to govoril, razlagal, in dejansko je v bistvu bazira cena na ceni iz leta 73, $42 na unčo. Ja, Google, nisem zdaj to preverjala, na hitro sem pogooglala, a ne? Tako da je v bistvu ful zanimivo. Zdaj, če bi oni v bistvu prevrednotili to, bi pač mogoče lahko rešili marsikatero težavo. Ja, mislim, šlo bi tisti momentalni efekt bi bil res velik, ne, vprašanje pa, kaj se zgodi potem, to lahko to naredi še enkrat, ne, potem pa to zgine iz sistema, ampak ja, bi bilo že s tem bi rešili marsikatero težavo, ampak zaenkrat se tega še niso šli. No. Zakaj to? Tega ne vem, se pa tudi jaz imel v glavi, da vem, da kadar sem prvič prebral to situacijo, sem bil tako, zakaj? Ampak tako je. Zdaj, omenil se, da mogoče sploh nimajo tega fizičnega zlata v tem skladišču ali tem sefu velikem, ne? Ampak vseeno se mi pa zdi, da zadnje čase pa kar precej tudi odmevala novica, da v bistvu je zmanjkalo zlata v določenih regijah, ne? In da v bistvu več tednov ne bo dobavljivo. Kaj se dogaja zdaj tukaj s ponudbo? Mislim, to je zdaj tako, mogoče prvo je bilo, se ni samo na več surovinah se je ustvarilo zdaj te terminske borze, ne, se pravi, tukaj je zdaj prišlo predvsem do teh težav, ne, se pravi, ko je v enem trenutku COMEX, se pravi, tista terminska borza v Združenih državah Amerike imela težave in s srebrom, sedaj se špekulira na veliko, ali je sploh dovolj srebra, recimo v London Bullion Metals, to so na londonski borzi, potem to so v bistvu neki določeni flowi, ki v enem določenem trenutku lahko na eni točki primanjkuje zlata, ampak overall, vsaj na zlatu, je trenutno ponudbo in povpraševanje uravnotežena. Drugačna je situacija v bistvu pa na srebru. Ne. Srebro ima mogoče malo drugačno vlogo, ker več kot polovica se ga porabi v industrijski proizvodnji in potem, ko dobiš tukaj še kakšne te špekulativne tokove plus kakšne špekulacije o tarifah, lahko potem v bistvu to srebro na neki določeni točki ful poskoči, recimo v Ameriki, na drugi točki pa v bistvu pade. Ne. To je bilo pri bakru podobna situacija. So jaz ne bi rekel, da tukaj manjka zlata, lahko je mogoče samo v določenem momentu nepravilno razporejeno, pa potem se ta diskrepanca se slejko prej zapre. Ampak količina zlata pa je v bistvu v naravi omejena, a je? Mislim, da boš proizvajati zlato. Je omejena, samo se mi zdi, da tukaj se bo predvsem kar se tiče zlata, če se omenjeno za to, mislim, da prav nekih res neverjetnih popravkov na vzgor, saj sam ne vidim. Po svoje je že to neverjeten popravek, da smo mi zdaj šli recimo na 4000, to je nekaj, kar 2 leti nazaj noben ni predvideval kakšnega takega skoka, to je špica. Ampak jaz mislim, da predvsem centralne banke, ki so glavni pobudnik, da se vse skupaj zgodilo, so malo oportunistične pri vsemu skupaj. Tako da jaz mislim, tudi pri teh skokih bojo same začele umirjati te dodatne nakupe, predvsem Kitajci, mislim, da zelo poskušajo skrivati, kaj dejansko delajo. Ne? In že na ta način bojo mogoče balansirali ceno zaradi tega, da bojo znižali svoje poprečne stroške nakupa. In mislim, da predvsem Kitajcem v velikem interesu, da gre cena zlata navzgor, ampak ne v taki špici, kot je mogoče šlo v tem trenutku. No. Mali človek je pa tukaj v bistvu sam tiskih nekako sledi
Itak centralne banke imajo svoje plane, mali človek pa v bistvu vstopa takrat, ko padajo rekordi, ne? Ja, se li zaradi tega, zato so pač mogoče te novice, to sva s kolegom, z Nikolo, ki je v bistvu tudi moj sodelavec, sva dosti krat špekulirava ravno na to, ko vidiš te slike o tem, da so kje kakšne vrste, ne. Meni je to ultimativni, mislim, se je lepo slišati, če si notor v nekem takem poslu, mislim, če si v nekem takem nakupu, da imaš kakšne proizvajalce ali pa zlato, ampak jaz se res vedno vprašam, kdo je potem še tisti, ki lahko kupi, če imamo že vrste, ne. Ponavadi je dobro kupovati tam, kjer ni nobenega, pa v bistvu prodajati tam, kjer je vrsta, ne pa obratno. To je marketing. Až kako se reče? To je cover story indicator. Se pravi, ko pride to v nek mainstream, ne, takšne novice, mislim, takrat je vprašanje, če se že bliža cikl pač temu koncu, ne, če smo že na vrhu, kdaj bo, in se sprašujemo, kdaj bo konc tega, kdaj bo počel. Ne? Ja, ampak je pa res, da ponovadi tisti največji skok se zgodi ravno v tej zadnji fazi. Ne. Mislim, recimo, ko si, jaz sem bil v plemenitih kovinah že kar nekaj let nazaj, pa v bistvu dal že par teh skokov, ampak je zanimivo, da vsi tisti, ki smo bili noter že prej, smo zdaj v bistvu vsi že skoraj razprodali svoje pozicije, pa je v bistvu zdaj šele katapultiralo. Ne? Tako da... A hočeš pa, da si ti predčasno prodal svoje pozicije? Ne, mislim, še zmeraj vztrajam v določenih, ampak v dosti manjšem procentu, kot sem ga imel še recimo 2-3 mesece nazaj. Ne? Zaradi tega, ker potem te skoki jih začneš unovčevati, ker ne želiš dati nazaj tega dobička, ampak ti kar ni jasno, zaradi tega, ker začneš skakati pozicija, ki si ravno razprodal, je naslednji dan, ne vem, 3-4% više, pa potem še enkrat in ker naenkrat začneš počutiti malo butasto, da si v bistvu čakal, ne vem, 1 leto za to, da je skočilo 30-40%, ponaredi pa 30% skok v enem tednu. Ne. Pa dobro, ampak se smo tega že navajeni, to se dogaja tudi pri kakšnih drugih naložbah, pač ne, nimaš kaj. Se pravi, a bi rekel, da se napihuje zlati in srebrni balon? Mislim, ja, če me... Mislim, tako bom povedal, kaj jaz počnem, da me ne bo kdo potem lovil, leta je govoril neke neumnosti oziroma bil kontraindikator. Jaz mislim, da smo pred enim popravkom, si je že začel, mislim, do konca leta nekako ne vidim, da bi se ta tema za moje pojme že malo izpela v tem trenutku. Zlato srebro rabi v bistvu zadihati malo, da se razproda, da se kakšne te, kot se reče, to je povedno pod narekovajo te šibke roke, ki so prišli na koncu, da se počistijo in da se potem nekako fundamentalno vse skupaj vzpostavi in gre naprej. No, tako da jaz mislim tudi, da vse te skoke v tem 3. in 4. kvartalu vprašanje, če bodo centralne banke še toliko podpirale vse skupaj. Tako da jaz, če bi ta popravek se še nadaljeval, pa tudi če gre zlato zdaj tam proti 3.500, ne bi bil preveč presenečen. Se mi zdi pa, da če se kaj tazga zgodi, bi bila pa to izjemno nakupna priložnost za naprej. No. Ker jaz ne vidim, da bi se ta cikl nekako zdaj tukaj zaključil, ker ne vem, če lahko v bistvu Združene države Amerike zelo hitro vzpostavijo zaupanje v svoj obvezniški trg. Se pravi, čakamo na 3.500, se hecam. Temu sem se hotel izogniti, pa hočem reči, da ne bi bilo... Ne čakamo. Ja, iz vidika popravkov ne bi bilo nič čudno, če bi se kaj takega zgodilo. Ne? Mislim, bi bilo super, če bi se zgodil en tak popravek. Ne sicer za tiste, ki so pri 4300 kupovali, ne, ampak... Ja, se to. Ja. Ampak vsem zanč sem brala Jamie Dimon, se ga poznaš, iz JP Morgan. On me pa je, moram priznati, da me je presenetil za svojo izjavo, ki je rekel, da je v bistvu imetništvo zlata precej drago, 4% na letni ravni, ampak če kdaj, ima pa zdaj imetništvo nek smisel in je rekel, ne bi me presenetilo, če bi cena poskočila do $10,000. Moraš itak vedeti, da to so trgovci to izjavo zagrabili in zdaj je to the thing, ne, tako bomo zdaj prodajali zlato. Kaj si misliš o tej izjavi? Mislim, ko smo pregovorili o kontraindikatorju, Jamie Dimon je bil recimo dostikrat prepoznan, predvsem kot to, da dal kakšne izjave, mogoče, da to so špekulacije, da jih dal na lašč šli zaradi tega, ker je bila v bistvu njegova banka, mislim, na drugi strani. Ne. Tako da, jaz se moram strinjati, po mojem to, da bi šlo zlato na 10,000, tudi ne lahko v tako dolgem obdobju, recimo 2-3 let, ne bi bilo
nič čudnega glede na zgodovino. Zdaj, samo zaradi tega, ker je pa to rekel Jamie Dimon, mislim, da se to dostikrat, pa ne samo Jamie Dimon, večkrat se gleda te velike borzne investitorje in njihove komentarje, ampak treba vedeti, da te veliki borzni te komentarji, kar oni govorijo, oni nekaj rečejo, ti pa ne veš prav točno, kaj oni v zadju delajo. Tako da te komentarji, kdaj lahko mogoče samo jih, ko smo prej govorili o marketingu, ne marketing to povleče v svojo korist, ne bi pa jaz zdaj samo zaradi tega, ker je rekel Jamie Dimon, nekaj tazga potem tudi verjel. Ja, ampak je pa definitivno nek magnet, prihaja pa iz JP Morgan, verjetno so tudi te besede z nekim razlogom bile izrečene. Se pravi, predvsem zaradi tega, ker recimo za JP Morgan se je špekuliralo, da je bil v bistvu na napačni strani tega silver squeeze, se pravi, da imajo oni to short pozicijo, se pravi, da če bo zdaj skočilo srebro, bo v bistvu to zlomilo in v te velike banke in podobno, ne te teorije zarote, ki se pojavljajo, ampak če je šel na televizijo nekaj tazga rekel, pol že veš, da ali je na pravi strani in mu je to v korist, ali pa pač nima, ne vem, jaz takim zadevam ponovadi ne dajem lih največ. Ja, ampak tako iz vidika samih medijev je pa to, ne, definitivno. To je klikabilno, ljudje trzajo na take stvari, sploh mali neizkušeni vlagatelji zelo hitro skočijo na take vroče zgodbe. Tudi Goldman Sachs je rekel 4900 do konca leta, Bank of America 5000 do konca leta 26, ne 25. In tako, dokam, ti si rekel, da te ne bi presenetili, če bi v roku parih let cena poskočila na $10,000. Mislim, kaj bi bil glavni argument za tako rast? Mislim, veš, balone se napihujejo na večjih koncih, ne, tudi AI balon na drugi strani, obeležimo vsak dan rekord. Malo je veliko teh rekordov in zdaj bo vse sinhrono rasel. AI balon se bo napihoval in zlato se bo napihoval, zdaj z Bitcoin je mečka na pauzi. Mislim, zdaj se me dobila, no? Zaradi tega, ker jaz sem kar skeptičen glede vseh teh balonov in tudi zaradi tega se mi zdi, da zlato v neki ravni črti treba vedeti, da če pride do nekih resnih popravkov, kakšnih teh situacij, ko pride do te nenadni padci, če kdo misli, da se zlato ne bo razprodalo, lahko pogledamo vse prejšnje padce, vse pade. Ne? V tistem trenutku, ko se išče likvidnost, če posebej v sistemu, ki je tako na takem vzvodu, ko je v tem trenutku, je zaskrbljujoče. In zaradi tega se mi zdi, da tudi zlato mislim, da ne bo imuno. Se mi zdi, da bo išlo kot zmagovalec na koncu in če že smo rekli, recimo, kar se tiče Bitcoina, predvsem zna ravno tako izid kot zmagovalec, ampak jaz mislim, da bo v mestnem času še kar konkretno potestiralo potrpežljivost vseh trgovalcev. No, tako da po mojem pri teh zadevah se moraš odločiti samo, ali si res aktiven ali pa si res dolgoročen. Te umestne variante pri takih zadevih po mojem ni, ker boš po mojem vedno na neki napačni strani. Se pravi, ali si aktiven ali si pa hodil? Tako. Na dolgi rok. Tako. Zdaj omenjala sva zdaj Bitcoin, a ne, marsikdo se je zdaj tukaj spraševal, ko je Trump napovedal pač carine, dodatne carine na kitajski izvoz, zdaj z Kanado tam neki rožla. Skratka, cel kup nekih problemov ta Trump povzroča finančnim trgom. Ampak vseeno se mi zdi, da zlato je takrat dobil nek pospešek, Bitcoin je šel pa v kontrasmer. In tukaj se marsikdo pol sprašuje, a dejansko Bitcoin ima res funkcijo digitalnega zlata. Leta 2017 se je prvič govorilo o tem digitalnem zlatu, in nekako se mi zdi, da mogoče bi to lahko marketinško bolj nekako propagiralo, kot neka zaščita pred neko inflacijo. A pa je to res? Mislim, predvsem problem, ki ga imam, problem, ki ga jaz vidim, je, da dosti krat pač Bitcoin koreliram bolj z Nasdaqom, kot recimo z drugimi zadevami. Sicer je res, da zdaj te korelacije, te povezave so v zadnjem času padle v vodo, ne. Ponovadi je bilo, ne vem, dolar gor, zlato dol. In take zadeve, vse to je zdaj ratalo, vse mogoče malo ne korelira, ne. Ampak meni se mi zdi, da dosti krat je pač, dajmo reči, da zlato je nek barometer nesigurnosti oziroma kakšnega stresa v sistemu
v pozitivno, medtem ko je Bitcoin v negativno, kar pomeni, da kadar pridemo v kakšen stres, v bistvu Bitcoin nadpovprečno razproda, medtem ko takoj, ko se obrne, ko se pa vse razreši, tako mogoče, tudi to je bila mogoče ena zadeva, zakaj je zlato toliko konkretno šlo gor, ker se je čutila ta napetost med ZDA in Kitajsko, čutilo se je neko trenje v sistemu, ampak zdaj se je kar nekako razrešilo in zlato takoj v tem trenutku popravljeno zdolj, zdaj pa zgleda, kot da se Bitcoin v bistvu obrača in pridobiva spet na... Se pravi, sta kontrakolorina. Tako je, tako da jaz bi težko rekel, da zdaj tukaj sliši se lepo kot nek hranilec vrednosti, kar po mojem je tudi Bitcoin, ne? Ampak mislim, da če jih že uporabljaš, jih moraš mogoče uporabljati malo drugačne. Ali jih uporabljaš skupaj, ali pa če jih kontra uporabljaš, jih moraš vedeti, da je eden, da je drugi. No. Tako da jaz mislim, da mogoče skoraj do konca leta bi znal biti Bitcoin tisti, ki bi znal delati boljše kot zlato, če vzamemo recimo kakšen res stres ali pa nek večji popravek na trgu. No. Ja, se tudi za Bitcoin so tudi takrat take zelo lepe napovedi raznih strokovnjakov. Mislim, da celo Ethereum malo prevzel to vlogo izjemnih napovedi, ko so tiste ničle se kar dodajajo. Ne? Se mi zdi, da kakšenkrat, na zlato je bilo podobno, kakšenkrat smo govorili 2000, kaj pa če prijemo na 2100, kaj pa prijemo 2200, zdaj pa ne vem, 4000, 5000, 6000, 7000, to se kar tiste številke se spreminjajo in gremo naprej. Ja. Zdaj smo že parkrat omenila tudi zgodovino in je v bistvu zelo zanimivo opazovati, kaj se je dogajalo v preteklosti s ceno zlata. Nekako smo od leta 1970 identificirali neke 3 cikle, ne, v tem obdobju. 1970, 2000 pa zdaj imamo en tak recimo cikl. Tudi ko sem gledala recimo letne donosnosti, vse od ne vem kjerga leta, vidimo, da letos, da že 45 let nismo imeli takih letnih donosnosti, kot recimo zdaj, ne, vidimo. Kaj te cikli pripovedujejo neko zgodbo, se veš, kar gre gor, zakoni fizike, kar gre gor, gre sooner or later tudi dol. Ne. Kaj lahko tlele iz te zgodovine se naučimo? Mislim, če gledamo zdaj recimo leta 1970, jaz mislim, da najbolj, kar če povezujemo s ceno zlata, je ena zgodba definitivno padec zaupanja. Recimo, če gledamo 1970, je v bistvu čisti padec zaupanja v sistem Združenih držav Amerike, se pravi sistem dolarja. Ne. Takoj, ko je potem takrat Volcker dvignil tisto obrestne mere v začetku 80-ih, v bistvu ponovno vzpostavil zaupanje v državno inštitucijo oziroma v dolar sam po sebi, je v bistvu zlato razprodalo, mislim, da je bilo minus 60% znotraj 80-ih. Ne. Potem se je pa začelo v bistvu obračati na druge zgodbe, ne, ki je bil v bistvu takrat leta 85 je bil ta Plaza Akord, ko so se družno dogovorili za znižanje dolarja, ne, in so v bistvu umetno devalvirali dolar. Ne. Takrat je potem vse skupaj poskočilo, napihalo tudi takrat tiste japonski baloni in vse skupaj. In potem spet v 90-ih tista razprodaja. In kar se je potem zgodilo, je bilo pa v bistvu spet 2000 do 2007, do 2011. Ne. To je pa v bistvu čisto ta spet nek način devalvacija dolarja. Ne. Tako da na nek način bi skoraj lahko gledali, da gre recimo, je bilo neka širša zgodba, je ta zaupanje v Ameriko dol, zlato gor. Zaupanje v ZDA gor, mislim, kontra je šlo vse skupaj. No. To jaz mislim, da tudi v tem trenutku tisto, kar se dogaja, je, da pada ta sistem zaupanja, recimo predvsem v tega hegemona, da ta dolarski sistem, ki je bil toliko močen in tukaj se iščejo neki alternativni hranilci vrednosti. No. Tako da jaz mislim, da je predvsem to tista zgodba, ki nekako se pelje v tem trenutku in vsaj po mojem mnenju ni še končana. No. Se pravi, alternative se iščejo kje? V zlatu, srebru? Kje se iščejo alternative? Se vidimo povsod, ne, se konec koncev povsod, trenutno se delniški trgi se tek napihujejo, ne, se pravi tudi ameriški delniški trg, je koncentracija v tem trenutku, ki je ekstremna, da ne govorimo pač nepremičnine, v bistvu vsi trgi, težko bi najdel en trg, ki trenutno ni napihnjen. S tem imam probleme že v zadnjih mesecih, oziroma predvsem v tem zadnjem mesecu, ko dejansko nekih res sovražnih zgodb z izjemo obveznic skoraj da ni. Ne.
Jaz težko najdem. A niso to mal čudni časi? Seveda, balonček vsega. Balonček vsega, čudni časi. Zdi se mi, da je tudi kar veliko zanimanje strani ljudi za investiranje v vse. Tako da tudi to se mi zdi, da je en lahko pokazatelj. Zdaj, ko gledamo to zgodovino, sem šla prav gledati, po ukinitvi zlatega standarda leta 1971 je cena zlata poskočila na $850 za unčo. Če upoštevaš inflacijo, je pomenilo to $3300. In tisti, ki so kupovali pri vrhu, so na to čakali 25 let, da se je cena spet povrnila na te ravni. 25 let zlato praktično ni dosti naredil. Ja, mislim, vse to pravim, da tukaj res treba biti, moraš vedeti, kje v ciklu si, zaradi tega, ker tudi isto, recimo 2011, jaz vem, da 2019, jaz sem prišel lih nekje tam vmes noter v te investitorske vode in pač mi je bilo zlato ena zanimiva stvar, ki je bila v bistvu dokaj razprodana. Ampak, ko si vprašal pa koga, ki je pač imel to malo izkušnjo tam iz 2010-2011, to je bil popolnoma sovražen trade. To je bilo nekaj, kar nihče ni maral. Zlato, zakaj? Že 10 let ne dela nič. In to se potem hitro obrne. Tako da, če se tukaj zafrkneš, zaradi tega pravim jaz, da mogoče v tem trenutku neki nakupi na polno plemenite kovine, ne vem, če so najbolj pametne stvarno. Toliko stvari se zdaj zanimivih povedal, sploh ne kje začeti. 2011, jaz se tega obdobja ful dobro spomnim, zaradi tega, ker so te trgovinice za odkup zlata rasle dobesedno kot gobe po dežju. Tega je bilo nenormalno veliko in takrat sem tudi delala analizo število vlomov, kako je to naraščalo v skladu z ceno zlata, ker so takrat vlomilci, policija je ful opozarjala, da narašča število vlomov in da vlomilci iščejo zlatnino. Pa se ful spomnim 2011, ko sem članek pisala in sem našla dejansko korelacijo med ceno zlata in pa številom vlomov. Tako da. Zanimivo, ne? Ful zanimivo. Se danes pa z detektorjem kovin iščejo zlato po stanovanjih. Zdaj ti praviš, da je ful pomembno za vlagatelja, da ve, kje v ciklu kupuje oziroma investira. Kje v ciklu smo trenutno? Mislim, ko sem rekel že prej, po mojem pred nekim popravkom, ki bi znal trajati kar nekaj časa, kar ponajdete. Sicer je res, da ponavadi v bull marketu, katero so plemenite kovine, si tej all-time high sledijo zelo hitro. Ampak to še zmeri ne pomeni neko tako konsolidacijo, kot smo imeli recimo, kaj je bilo v letošnjem letu, mislim, 3-4 mesece, ko je to skonsolidiralo, ne je bilo tukaj nič čudnega. Potem je pa treba vedeti iz tistega, kam dejansko gremo. Tako da zdaj smo bili res v neki špici, to se mora zdaj nekje prebaviti. Tako da jaz bi bil za vsakega, ki tukaj kupuje, je po mojem dva načina. Zdaj, ali ne kupiš, ali pa kupiš nek delček in potem čakaš na neko korekcijo, ampak potem si moraš, če si imaš nek plan, da boš to dokupoval, si nastaviti nek nivo in potem res kupiš. Ker če zdaj samo kupiš za en delček in kadar pride do korekcije, tega ne boš dokupoval, imaš potem problem z neko povprečno ceno in potem dejansko lahko 25 let ne prideš ven iz tistega placa. Jaz imam pri zlatu tako občutek, da ljudje vsem to naložbo gledajo drugače. Predvsem zaradi tega, ker če kupuješ fizično zlato, se ga lahko dotakneš in si rečeš, bojo pa moji vnuki to podedovali. Podobna situacija je z nepremičnino, s tem se lahko dotakneš. Je ta psihološki moment tukaj kar pomemben, ne? Mislim, definitivno. Še zmeri, občutek je dober, pa tudi zdaj predvsem ta fizično zlato ni obdavčeno. Se pravi, imaš ti neke pribitke pri nakupu in pri prodaji, ampak nimaš pa tega davka, kot je pri čemer drugem. Tudi dokaj likvidno. Tako da je kar tako, se mi zdi, da je v Sloveniji kar priljubljena oblika varčevanja. Če pa gledamo zdaj recimo v tujini, je pa v bistvu to fizično zlato, predvsem pri teh upravljavcih, je kar nekako izgubilo to vrednost. Če so bili še, mislim, da 20 let nazaj, so imeli te family office, pravi te družinske vodene podjetja, ki so imeli tam izpostavo med 5 in 10%, zdaj je tam od 1 do 2. Tukaj je konkretno podinvestiranost, če gledamo direktno v neko fizično zlato.
No, ampak te Bomo family videli. office so tudi začeli dodajati druge naložbe, kot so recimo ETF-ji vezani na kriptovalute, tako da tudi predstavlja 1% v celotnem portfelju. Tako da mogoče so rekli, bomo imeli malo fizičnega zlata, pa malo digitalnega. Ja, seveda. Pa tudi dosti časa ni delalo nič, ne? Dosti časa, se pravi, tam od 2010 je delalo slabo in so bile druge zadeve preprosto, nisi si mogel biti privoščen, biti preveč investiral v neko zadevo, ki dela slabo, napram neke zadeve, ki dela dobro. Bomo videli, če se bo to zdaj spremenilo. Zdaj, tudi sem brala, Morgan Stanley je v bistvu predlagal nekako posodobitev tega klasičnega portfelja 60-40 in sicer 60% delnic, 20% obveznic in 20% zlata, pa mogoče malo srebra, 20%. Kaj se ti misliš o takšni razporeditvi? Je to še zmer preveč mogoče plemenitih kovin v enem takmu portfelju? Jaz, ko sem slišal za to, mi je mislim, jaz sem recimo dokaj kontraren tudi v svojem portfelju, ko sem slišal to, da Morgan Stanley priporoča, se kar primo za glavo in se vprašal, če mogoče ni čas, da kar vse prodam. Težava, ki zna biti, jaz vidim predvsem problem v 20% izpostavljene obveznice, zaradi tega, ker ne vidim, se mi zdi, da zna priti do nekega razvrednotenja denarja še dodatnega v naslednjih letih, tako da obveznice, vsaj v tem trenutku ne vidim, kako bi lahko dele dobro, če izvzamemo zdaj neko res konkretno krizo, ampak tudi, če neka konkretna kriza res pride, kako se bo reševalo, po mojem imamo že sistem naštiman, se pravi, da bo dodatno tiskanje, fiskalne spodbude, kar spet je vprašanje, koliko je to dobro za obveznice. Na drugi strani se mi zdi pa tudi mogoče prav direktna izpostava na zlato, 20%, kaj znam, ne moram reči, da se mi zdi napačna, jaz bolj, se mi zdi neko fizično zlato bi mogli predstavljati neki 10-20, dajmo reči, 10-20%, s tem, da bi mogoče tiste obveznice malo drugače razporedil. Ampak to je samo moje. Mislim, se vem, tvoje mnenje, ki ne bomo ga jemali tako kot finančni nasvet. Ne, ampak tudi je treba vedeti, to je ena zadeva, da jaz sem pač tudi v tem, recimo, če grem za neko dolgoročno portfelje, jaz sem še zmeraj dokaj mlad, tako da mi kakšna taka volatilnost, ki se mogoče zgodi, niti ne predstavlja take težave. Za nekoga, ki je mogoče zdaj 60-70, je zelo dobro, da ima drugače prilagojen portfelj, da ima mogoče malo več nekih stabilnih naložb, ki ne morejo izgubiti toliko, ker pa je tudi ta stabilen donos tudi nekaj šteje. Tako tukaj spet odvisno od koga do koga, ampak samo osebno imam še zmeraj težave z obveznicami. To že kar nekaj let in še zmeraj se kar nekako ne grejo stran. Ja, jaz sem tudi bila anti-obveznice, potem pa potem sem pa en del svojega premoženja dala tudi v obveznice. Za zlato bi te rada še vprašala. In si zadovoljna s tem? Mislim, to je majhen odstotek. Jaz imam toliko tvegan portfelj, da ta odstotek v obveznicah je pač ni omembe vreden. Ne, to sem te hotela vprašati. Se veš, za zlato, kaj pravijo, ne prinaša nobenega, to vsi upravljalci premoženja, pač se jim ne zdi neka pametna investicija, ker pač ne prinaša nobenega denarnega toka, ne dobiš dividend, ne dobiš obresti. Kaj pa dobiš? V bistvu lahko samo računaš na rast cene zlata. Mislim, da če ne drugega, to se je dokazalo, da zgodovino ti drži neko inflacijo, se pravi, držiti to vrednost. Tako da predvsem za kakšne te večje portfelje je recimo zelo dobro, zaradi tega, ker nekdo, ki ima res večji portfelj, veliko krat nima namena s tem portfeljem res dosti zaslužiti, ampak ne želi izgubiti. Tako da je to iz tega vidika, ta diverzifikacijska moč zlata je močna. Po drugi strani pa tudi, saj ne prinaša ničesar, ampak če gledamo samo, če ga znaš pravilno kupiti ali pa če ga res dolgoročno držiš, se še nikoli se ni izkazalo kot slaba naložba, tako bom rekel. Veliko bolj dokazano. V zgodovini, ko zlato ni v bistvu performal v primerjavi z inflacijo, so bila ta obdobja. Definitivno se to pravi, da lahko ti zgubiš, ampak recimo res neka res dolgoročna strategija deluje in pa če zdaj res nisi bil noter v kakšnih teh periodih, tam na začetku 1980 ali pa 2011, si ponavadi odnesel dobro. Zdaj ravno berem eno knjigo, kjer je zelo veliko govora o inflaciji.
In tako zdi se mi, da ljudje sploh ne razumejo, da je v bistvu inflacija res ena taka zlobna pošast, ki v bistvu zmanjšuje našo kupno moč. In se mi zdi, da je to dejansko res kot nek tihi davek, ki ga plačujemo. Tako da definitivno jaz mislim, da vseeno moramo naš denar aktivirati toliko, da pokrije to inflacijo. Zdaj pustiva teorije zarote, da je to nek manipulator, ki ga računajo tam statistiki, ampak ja, vseeno, živimo v tem okolju in dokler živimo v tem sistemu, moramo nekako poskrbeti, da bomo vsaj pač dosegali oziroma pokrili to inflacijo. Kaj pa se ti misliš o tem, da v bistvu sam fiat valute izgubljajo? Vse sva že danes zdaj govorila o dedolarizaciji in izguba zaupanja v sam dolar. Leta 2015 smo se pogovarjali o tem, da o možnosti, da lahko celo ukinejo evro. Takrat smo imeli dolžniško krizo, ne vem, če se spomniš. Kaj se misliš o vsem tem? Kam gremo? Če smo izgubili zaupanje v te valute, fiat valute. Ja, definitivno smo izgubili. Konec koncev, ko se že omenila evro, še par mesecev nazaj je bil pač ta oportunistični trade, če lahko temu tako imenujem, se pravi, recimo, da si šel long evro, se pravi, da si bil pozitiven na evro zaradi tega, ker je bila res ta sentiment slab. Ampak če gledamo mogoče malo dolgoročno ta situacija, evro predefinitivno neka popolna valuta, zna biti v tem trenutku se vse skupaj malo postavilo na stran zaradi tega, ker se je vse skupaj pomirilo in tudi Nemčija začela s temi fiskalnimi spodbudami in Francija, ampak realno na tak način vprašanje, če bo šlo. Slovenija sicer tukaj zaradi tega, ker ima več izvoza kot uvoza, je pridobitnica tega, da imamo to skupno valuto, ampak za marsikoga pa to ni nekaj dobrega. Tako da zdaj Evropa bo mogla, mislim, da na tem področju se to opozarja, marsikdo tudi v Sloveniji, nekateri so bili tudi tukaj na tem podcastu, da bo treba nekaj narediti na tej fiskalni uniji, ker drugače preprosto ne bo šlo. Zdaj, kar se tiče pa splošno fiat valut, tukaj treba biti malo oportunističen, ni samo zaradi tega, ker imaš neko inflacijo in ker ne zaupaš, kar takoj se zaleteti noter v neko borzo, ampak dolgoročno definitivno mislim, da se povsod izpostavlja ta pomen varčevanja in na borzi in skozi zlato in nasplošno, konec koncev te nepremičnine so že nekaj, kar Slovenci zelo dobro poznamo, tako da mislim, da nekega dodatnega izobraževanja tukaj ne rabimo, ampak mislim, da se vedno bolj na področju nepremičnin ljudje kupijo cegu, mislijo, da jim je vse jasno, ne zna pa zračunati donosnost naložb. Okay. Mogoče iz tega vidika jaz bolj razmišljam to, da se mi zdi, da se vedno več ljudi zbuja tudi v to, da je treba tudi mladi zdaj, da je treba svoj portfelj oziroma za neko pokojnino poskrbeti skozi neke borzne račune. In mislim, da tudi država to prepoznala in da se tukaj začenja dogajati, predvsem zaradi tega, ker je pač ta fiat sistem in konec koncev pokojninski sistem, recimo v Evropski uniji, nevzdržen in tukaj bo pač preprosto se moglo nekaj obrniti. Ja, dejansko. Jaz se s tem strinjam. Pokojninska reforma, taka je bila zdaj sprejeta, je v bistvu samo obliž na rano, ampak mislim, da bomo še kar precej krvaveli. Zlato si omenil, da je oproščeno plačilo davka, srebro ne, naložbeno zlato da, srebro ne. Pomembno, ko kupujemo kakršnokoli fizično plemenito kovino, je pomembno seveda, da smo pozorni na spread, razliko med nakupno in prodajno ceno. Na kaj moramo paziti? Zdaj veliko vprašanj dobivamo od ljudi, kateremu trgovcu iti, kako kupovati fizično zlato. Kako ti gledaš na to? Ker se mi zdi, da ta razlika med nakupno in prodajno ceno, da to ljudje niti mogoče niso toliko fejst pozorni. Pa bi morali biti, ne? Absolutno. Absolutno moraš se tukaj se zna, po mojem, vsak nekih večjih trgovcev v Sloveniji, recimo s plemenitimi kovinami jih je en par, tako da lahko si vsak mogoče pregleda tudi, kje so recimo te dobave. Zdaj, jaz bi še zmeraj, meni se mi zdi nakup plemenitih kovin, če jih lahko recimo hraniš v nekem sefu, predvsem zdaj nekaj časa bilo na bankih težave, zdaj sem slišal, da se kao tudi na bankah malo sprošča to popraševanje, da se da celo dobiti kakšen sef.
je to mogoče vsaj za moje pojme, za neko dolgoročno portfelje še najbolj smiselno. No. Sicer požreš tisto razliko pri nakupu, ampak imaš pa potem res popolnoma neobremenjeno držanje, sicer te stane pač tisti sef, če ne gre za res neke velike količine, nimaš pa potem nobenega davka. No. Tako da iz tega vidika se to meni zdi v redu, so pa potem tudi za te velike, za malo večje nakupe so te opcije, kot imaš v Švici, v Avstriji, kaj so potem še v Liechtensteinu, mislim, da so isto, pač te sefi, katere pač potem pa moraš plačati. Ne. Samo za te večje količine je to mogoče malo bolj preferirana opcija. Ne. Ja, zaradi tega, ker razlika med nakupno in prodajno je praktično nična, ker lahko dejansko po borzni ceni kupuješ. Ne? Ampak plačaš potem tisti procent na shrambi, ki ti računajo za to, da imajo to. Ni procent, manjka procent je. Ja, ni tako visok strošek. Sej konec koncev moraš tudi tukaj sef najeti. A veš mogoče, koliko stane sef? Če se ne motim, je zdaj neki manjši sef, mislim, da so 100 evrov na leto. Ja, sam bo šla kila zlata, ta manjši sef. To je pa zdaj, mislim, da je par centimetrov pa nekih 10 dolgo, tako da mislim, za kakšna kila bi še šla. No. Znači mi je razlagal ko sem bila pri njemu na podcastu in je rekel, da je cela familija vzela en sef in da jih stane to nekaj 100 plus evrov. In da vsi noter mečejo vse, kar je vredno. Sam po mojem v takem majhnem sefu težko spraviš. Ja, mislim, tista velika palca, ki ponovadi gledamo iz centralnih bank, tisto ti noter ne gre. Ne. A gre noter, si probal? Ne, tisto ne gre ti noter. Ja, ampak zdaj, če so recimo kakšni kovanci ali kakšne take, recimo Dunajski filharmoniki, mislim, da so v Sloveniji najbolj popularni, tisto lahko po kar nekaj spraviš ti noter. A lahko sam, kar se kovancov teh povemo, da pa res je brutalna razlika v nakupni in prodajni ceni. Znači, mi je en na LinkedInu pod post odgovoril, da je lahko v bistvu ta razlika tudi do 30% in da odsvetuje darilni program, da ljudje investirajo v darilni program. To ni investicija. Se moram kar strinjati. Treba je paziti. Sicer je ful lepo, da podariš nekomu nekaj zlatega, pa misliš, da bo to držalo vrednost, ampak tistih 30% boš mogel nekako ustvariti na vrednosti. Se moram kar strinjati, sicer moram reči, mogoče boljše kot nič, predvsem v fazi, ko recimo to raste, ne, ampak je bolj mogoče samo sebi namenjeno, za nekoga drugega, ne toliko v tvoj interes. Ja. A se lahko mogoče dotaknemo še malo tega razmerja med zlatom in srebrom? Zdaj za srebro pravi, da je to za zlato siromakov. Letos je kar precej pridobo. Mislim, da koliko 70% je letos v dolarjih, če gledava pridobo, ne? Ja, srebro je, mislim, že zlato je poletelo, srebro je, mislim, ne vem, če lahko pogledam zdaj prav točno razmerje, sem ga imam tle pred sabo. A gledaš razmerje med zlatom in srebrom? Mislim, da smo nekje na 80, če se ne motim. 84 je bilo danes zjutraj, ko sem gledala. Ampak je pa padal iz 100 proti 1 na 84 proti 1. 100 je bil dosežen aprila letos. Kaj nam v bistvu to razmerje pravzaprav pove? Mislim, ponovadi je tako, da v obdobjih stresa ponovadi to razmerje narašča, se pravi, da zlato veliko hitreje pridobiva kot recimo srebro. Na drugi strani, kadar imamo pač nek ekonomski cikl, zaradi tega, ker pač je srebro več kot 50% uporabljeno tudi v industrijski, se pravi, se uporablja v industriji, v gospodarstvu, kadar imaš te cikle, ko gre gospodarska rast navzgor, ponovadi srebro začne pridobivati bolj kot zlato. Tako da tukaj lahko vidiš, kadar je v bistvu kakšen ekonomski boom, je ponovadi se to zniža, ko je kakšno obdobje krize in težav, se pač to razširi, oziroma je zlato vedno več vredno. No. Tako da že iz tega vidika lahko vidimo, kje smo. No. Na ta način, saj kot trenutno kaže, zgleda kot da gremo, glede na to, da srebro pridobiva, da gremo v nek cikl, nek nov gospodarski cikl, ampak mogoče v tem trenutku je malo drugačna situacija, zaradi tega, ker imamo kar problem s proizvodnjo srebra. No. Tukaj se kar dosti zanemarilo, pa ne samo ponovadi pride srebro, je ponovadi skopano skupaj kot stranski proizvod, bakra ali pa svinca, in tukaj se je v zadnjih letih
konkretno zanemarilo. No. In iz tega vidika imamo potem tudi deficit, se ga sicer rešuje s tem, da se reciklira staro srebro, ampak tudi to se bo nekje nehalo. No. Tako da mislim, da tudi tle v nadaljevanju marsikdo špekulira na to, da bi lahko srebro še naprej poletelo. Predvsem zaradi tega, ker pač teh novih rudnikov, te nove proizvodnje ne moreš tako hitro ustvarjati. Se pa vedno več stvari dela, ki vsebujejo tudi srebro in fotovoltaika, se pravi solarni paneli, zdaj določene aplikacije pač, oziroma določene zadeve povezane z umetno inteligenco. To se kar kopiči, nove proizvodnje pa kar nekako zmanjkuje. No. Tako da bomo videli, kako bo šlo to naprej. Jaz sem kar pozitiven na srebro in vem, da sem bil zdaj pred kratkim, sem bil na neki konferenci, ko so rekli, že samo, če bi šli na neke nivoje, ki so bile v preteklosti, ima tukaj srebro še kar neki potencijala za navzgor. Se pravi, hočeš povedati, da se mi trenutno, če gledava, se umikamo iz varnega zlata v špekulativno srebro? Jaz skoraj da ne bi rekel več, da je mogoče srebro toliko špekulativno, rekel bi mogoče samo to, da se je dalo vsaj pri proizvodni veliko več poudarka na zlato, ne? In se tukaj mogoče predvsem te industrijske kovine se je konkretno zanemarilo. In tukaj jaz mogoče srebro smatram bolj kot špekulacijo, bolj kot to, da imamo težavo še povsod drugod. Ne? In to prihaja vedno bolj do izraza. Tako da jaz bi rekel, jaz sem zdaj v tem trenutku skoraj mogoče malo bolj bullish na srebro, pa ne zaradi špekulativnosti, ampak preprosto zaradi cikla izkopa, ki preprosto ne dohaja gospodarske aktivnosti. Zdaj, če bi te nekdo vprašal, se veš, mali vlagatelji imajo cel kup vprašanj in sicer v smislu, kdaj kupiti, kdaj prodati, kdaj čakati. Kaj bi zdaj ti rekel malemu vlagatelju, ki bi prišel do tebe in bi rekel, jaz ne vem, kaj bi sam s sabo, zlato mi je zanimivo, srebro mi je zanimivo, kdaj naj vstopam, kdaj naj izstopam. Zdaj nekaj si že povedal na začetku, ko si rekel, za dolgoročno pač hodl strategija, tisti, ki so pa malo bolj aktivni, pa pač aktivno v bistvu loviš te razlike na trgu. Mislim, jaz bi zdaj, če že z vstopom, recimo za neke dolgoročne portfelje, mogoče da se že zdaj odločiš, kakšno količino denarja bi rad temu namenil in zdaj mogoče pokupiš 1/4 tega, kar imaš namen in potem določiš neke nivoje navzdol, kjer dokupuješ. To je zdaj, če že prav hočeš vstopiti, če me pa zdaj kdo vpraša, bi jaz vstopil v tem trenutku, ne bi. To je moj odgovor. Se pa lahko, kot pravim, lahko se to zelo hitro spremeni, ampak jaz mislim, da se mora ta popravek še kar malo skristalizirati, no, da rabi še nekaj časa, bo pa to najverjetneje vzpostavilo zelo lepe nakupne priložnosti nekje na poti. No. In upam, da jih bom tudi jaz ujel, tako bom rekel. A ti imaš v svojem portfelju, ko si prej rekel, da si relativno mlad, ne vem, koliko si star, si rekel, da imaš v portfelju zlato pa srebro oziroma plemenite kovine? Mislim, jaz primarno jih imam preko teh proizvajalcev zlata in srebra, ampak je šel pa ta portfelj od tega, da je bila tretjina portfelja še 2-3 mesece nazaj, sem imel še tretjino portfelja v proizvajalcih zlata, srebra, tukaj štejem tudi platino in paladi, zaradi tega, ker to je ena drugačna zgodba, ampak večinoma tudi te proizvajalci proizvajajo potem tudi zlato in srebro, tako da jaz grem nekako na neko skupno vrednost. Bil sem na 30, zdaj sem pod 10, no, nekje na 7, mislim, da sem na 7,5, no, prav točno. In razmišljam, da bi še rezal, no, v tem trenutku, tudi zdaj, če gledamo prav v tem trenutnem momentu, je zlato padlo pod 4000 in se pravi, ko se enkrat te popravke začnejo dogajati, lahko gre zelo hitro. Se pravi, v času, ko se mi dva pogovarjava, iz 4050 padal pod 4000. Ja, zdaj smo na 3978, tako da gre kar. Hitro bi tole. Se pravi, okay, zdaj, ko si omenil te proizvajalce, a lahko mogoče omeniš kakšno konkretno ime? Pa ne, da bi zdaj tako, ampak samo to, da približno vemo, da kaj pogledati. Ker jaz nisem nikoli, iskreno ti bom povedala, jaz nisem fan investiranja v zlato,
nisem fan investiranja v proizvajalce, nisem nikoli dodajala tega v svojem portfelju. Čeprav moram iskreno povedati, da pa tudi imam nekaj zlata, ampak to ni bilo zlato, ker sem ga jaz kupila, ampak dobila. Evo, še boljša, ni to. Pa ni bil darilni program. Evo, in še enkrat super. Zdaj tako je, jaz priporočam vsakmu, ki je nov recimo v nekem takem sektorju, podjetje, ki je najboljše in to z naskokom za moje pojme Agnico Eagle, da se pravi AM. To je ena zadeva, ki je izredno dobro vodena, tudi kar se tiče, ponavadi se gleda pri proizvajalcih, koliko je evaluacija glede na gram zlata, ki ga imajo v zemlji in po kakšni vsebnosti to zlato. In AM, se pravi Agnico, je po vseh kriterijih, tudi kar se tiče geografske, kje te rudnike ima, najbolj varno podjetje. Ne? Se pravi, je diversificiran v teh tier 1, se pravi, teh najboljših okrožnih, Kanada, Amerika in tako naprej. Tako da tukaj to je best of the best. No. Potem so recimo tej starejši Barrick Mining, ponavadi je bil Barrick Gold, zdaj so ugotovili, da namesto Gold bo rajši Mining, in pa Newmont. Newmont je bil meni recimo, to je, eden je B, se pravi Barrick je kratica B, Newmont je NEM, to so recimo ta velika trojica. No. In pol prihaja pod zadnjim kupenih takih manjših, dostopnih recimo za vlagatelje in pa recimo določeni proizvajalci, ki recimo so neki kitajski proizvajalci, ki pa jih na nek način ni nekaj, kar je go-to zadevano za nakup. Zdaj, treba vedno paziti, pri teh zadevah treba biti pazljiv, kje so ti rudniki, koliko jih je, ne? Ker recimo je bilo eno turško podjetje, ki je imelo samo en rudnik in so imeli en plas in je v bistvu čez noč šlo 60% valuacije podjetja. No. Tako da jaz ne bi za začetek, mogoče še najboljši iti kar v ETF, se pravi obstajajo te indeksni skladi, ki so na te proizvajalce in v tem trenutku bi to mogoče bilo skoraj še najboljše, no? Ker moje mnenje je, če si lahko vzamem še minuto samo za razložiti, zakaj. Težava teh velikih proizvajalcev je, da se po mojem ta trade, ki je šel zelo hitro navzgor, končuje, zaradi tega, ker oni preprosto v zadnjih letih niso nič vlagali v novo proizvodnjo in namesto da bi razvili nove rudnike, bojo mogli delati akvizicije. In akvizicija pomeni, da bojo pač kupovali druge minerje, kupovati jih bojo mogli po nekih valuacijah, ki so veliki, z neko premijo in to bo verjetno negativno na ceno delnic. No. Tako da zdaj v tem trenutku za tiste, ki vejo, kaj delajo in jaz nisem ta, samo to, da povem, tisti grejo res v neke te mikropodjetja, ki so tarče teh velikih igralcev, da jih bojo prevzeli. Ampak tukaj, kot pravim, moraš točno vedeti, kaj delaš, moraš točno vedeti, kdo je tarča, moraš vedeti, po koliko ga bojo prevzeli, ker dostikrat te špekulacije, če ne rezultirajo v tem, da je dejansko podjetje prevzeto, potem lahko cena hitro pač pade navzdol. Zdaj, jaz sem med tem, ko si ti razlagal, sem tudi malo na hitrco pogledala zadeve. Vidim, da lahko preko različnih brokerjev kupiš recimo ta Agnico Eagle Mines, AM, ki si rekel. V bistvu še enkrat več naredil v letošnjem letu kot zlato. Zlato je 55%, medtem ko ta AM 95% je naredil recimo v letošnjem letu. Yeah. Dobar, zdaj, to moraš, kot si sam tudi opozoril, to moraš spremljati, moraš poznati, moraš vedeti, kdaj vstopaš, kdaj izstopaš te stvari. Zdaj, če si pa nek amaterski investitor, si pa sugeriral ETF, ne? Zdaj sem še čekirati na ETF, just ETF, vidim, da tukaj je 51 nekih ETF-ov, ki so vezani na neke kovine, večinoma na fizično zlato. A tukaj si mislil konkretno ETF vezano na te proizvajalce ali Tako. Si mislil prav na fizične? Ne, jaz sem mislil, da se ti bom prav točno povedal, se pravi, to je ta Vanek Gold Miners UCITS, se pravi GDX, trguje po mojem na večini brokerjev. Tako to je tudi največji in noter pač vključuje pač tudi ta največje podjetje. Zdaj dobro pri teh ETF-ih je, ker tudi sami potem malo diverzificirajo glede na in po velikosti in če gre karkoli narobe, predvsem da potem to tebi ni treba početi. Ampak kot pravim, mogoče v tem trenutku so te zadeve šle že konkretno navzgor
in kadar imaš enkrat neke te ETF-e, ki so najbolj izpostavljeni ravno na ta velika podjetja, ki so po mojem podvržena temu, da bi znala razočarati v naslednjih mesecih, ne? Ali s kakšnim nakupom, ali s tem, da rezultati mogoče ne bojo tako dobri. Mogoče tudi ta ETF ni ravno najboljša trenutna investicija. Tako da, ko pravim, jaz sem v bistvu in na ETF-u, in na proizvajalcih, in na zlatu sem malo previden in bi raje počakal, mogoče na kakšno periodo, ko pridejo kakšne malo večje razprodaje. Ja, tudi vidim, pri teh nišnih skladih je vsem treba tudi malo biti pozoren na stroške. Vse dobro, 0,5%, ok, ni toliko spet veliko v primerjavi s kakšnimi drugimi skladi, ne? Ampak ja, je pa vsem malo dražji kot pa recimo nek ameriški na S&P vezan ali pa mogoče celo na svet. Ja, se pravi, ampak je, kot si rekel, mislim, kot si že prej opazila, kadar ti to zadeneš, potem so ti skoki raz tudi imajo vzvod, ne, spravi, če zlato naredi 50, lahko tukaj narediš po 200-300%, tistega 0,5% niti ne opaziš. Ne. Na drugi strani, če zgrešiš moment, ti bo v bistvu vsak, tudi če je bilo 0,10, bi bilo preveč kritik, da že tako pada. Ne. Tako da, kot si rekel, te zadeve so mogoče malo bolj za nekoga, ki se malo bolj ukvarja in ki je malo bolj aktiven, pa ki res hoče izkoriščati kakšne te skoke v ceni. Ne. Za večino ljudi jaz mislim, da je nakup fizičnega zlata najboljša izbira. Pa dobro, saj imamo mi tudi take poslušalce, ki je prav, da jim vržemo kakšno tako kost, da jo malo glodajo, ne? Nič narobe. Zdaj, če bi saj si to že odgovoril, ampak te bom še enkrat vprašala, če bi mogel zdaj izbrati med kilo zlata in kilo srebra. Na dolgi rok. Na dolgi rok? Na dolgi rok. Pa definirava najprej dolgi rok. Prej si rekel dolgi rok 2 do 3 leta. Jaz razumem dolgi rok, da je zihar tam 5+, 10+. Pa tudi zgodovina kaže, da je bož, da si dolgoročno izpostavljen. 10 plus zlato. 10 plus zlato, 3 plus 3 do 5, po mojem srebro. Ampak to je moj izbira, če bi me zdaj vprašali, ampak kot pravim, to se lahko zdaj, mislim, ne bo se po mojem zelo hitro spremenilo, ampak za te dolgoročne portfelje mislim, da je zlato tisto, ki je glavno, predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da centralne banke bojo na dolgi rok mogli diversificirati svoje rezerve, ki jih imajo, in to niso neki trendi, ki trajajo 1 leto, 2 leti, 3 leta, kot zdaj, ampak lahko traja kar po 10-20 let. No. Tako da jaz bi rekel, dolgi rok definitivno zlato. Če pa hoče zdaj kdo špekulirati, mislim, da srebro ponuje kar nekaj zanimivih opcij, ukolikor pride do kakšnega popravka. No. Zadnjič mi je en gospod rekel, ko sem predstavljala pač različne opcije, kako lahko investiramo v zlato, in sem seveda tudi omenila te sefe v New Yorku, Zürichu, Singapurju in tako dalje, ki pač ponujajo nakup fizičnega zlata in hkrati je hranjen v teh sefih, in v bistvu nekako je prisotna skepsa, da pač mogoče bojo pa te platforme propadle. Platforme, se pravi... Ampak to bi lahko rekli tudi, a veš, da lahko propade broker. Ja, mislim, zdaj se pravi, tukaj govorimo za tisti, ki kupiš pri njemu in on za tebe hrani fizično zlato. Ja. Teh ponudnikov je ogromen. Bullion Vault je en izmed teh. Tako, mislim, zdaj tukaj jaz predlagam predvsem, da si vsak pregleda, s kom ima opravka. Definitivno nekdo, ki obstajajo tudi te bullioni, ki v bistvu dejansko prodajajo samo tisto, kar imajo. Ne. Tako da za tisto, kar je, to si po mojem mnenju lahko kar dokaj varen, zaradi tega, ker oni pač to imajo backupirano. So pa definitivno tudi kakšni takšni, ki tega ne počnejo. No. Tako da tega definitivno s tem se ni zaigrati, zaradi tega, ker je zelo hitro lahko v kakšni situaciji. Vem, da je bilo recimo v 2020 imel že samo recimo ta komiks, ne, se pravi v ta terminska borza v Združenih državah Amerike, to je v bistvu tudi, če ti pustiš pogodbo, da se izteče, ne, spreko se te futuresi, terminske pogodbe so na mesec, če se izteče, moraš ti dejansko priti in prevzeti to zlato, ne, in te malo večji igralci so dejansko samo pustili te terminske pogodbe, da se iztečejo in so prišli, pač to zlato so prišli na prevzem in kar naenkrat je to zmagalo, ker to pa ponovadi ne poteka tako, ne, in dejansko borza ni bila na to pripravljena in so potem mogli se skupaj reševati. Tako tukaj kar hočem povedati, je, da vedno moraš vedeti, s čim imaš opravka. Treba se poučiti za vsako tako zadevo, ko nekomu
prepustiš, da zate neki hrani, je dobro, da veš, kdo ta igralec je in kakšen je tisti drobni tisk, ne, kaj piše tam spodaj. A ti lahko prideš, recimo, da kupiš preko enega buljona neko zlato ali pa whatever, a lahko potem s tem certifikatom pridem v Cirih po zlato, da mi dajo tisto kilo zlata, karkoli že na palco. Po mojem prav odvisno, jaz po mojem, da se da, so določeni ponudniki, ko lahko to normalno pač pokupiš, zdaj ne vem, kakšna je situacija, če te kdo na meji ki praša. Zdaj, kar se pa tega, ampak mislim, da tukaj ne bi smelo biti nobene težave. No. Zdaj, če gre za nekega igralca, ki je prepoznan in pošten, ne. Zdaj, če gre za neke slabe igralce, vprašanje, koliko lahko ti dejansko to pobereš ven. Evo, medtem, ko smo se midva Simon pogovarjala, evo, že dobivam cel kup sporočil, da je v bistvu cena zlata strmoglavila. Začela sva pri 4050, kje sva trenutno, 27.10. ob 16.30 sva koliko, da je poglej, prosim. 3977. Evo, 3977. Ampak to je v dolarjih, ne? V dolarjih, zdaj v evrih smaš, v evrih na 3417. No. Ampak to je timestamp, ne, zdaj v tem trenutku. Ja. Cool. Mislim, da sva več ali manj povedala vse, vezano na zlato, srebro, nisva se dotaknila vseh plemenitih kovin, ampak mislim, da so te zdaj te dve ta najbolj glavne. Tako da, imava še kaj zapovedati? Jaz mislim, jaz upam, da sem zadostil potrebam tvojih vprašanj in da je bilo v redu. Nisi, zato boš prišel še enkrat. Ampak bova definitivno še ponovila, ker se mi zdi, da bo tukaj še zmer veliko vprašanj. Tako da vabljam ponovno v našo družbo, bova videla, kdaj bova malo spremljala trg, pa bova potem naredila še en vklop. Aj prav? Dajmo biti oportunistični tudi. Točno tako. Skratka, Simon, najlepša hvala za res odlično debato. Marja, najlepša hvala za povabilo in če bo še karkoli, z veseljem še kdaj. Definitivno bom te zagrabila za jezik. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.